Dobro jutro, parada. Parada učenja, za začetek z jogo, ker bo dan dolg, ob 25-letnici vseživljenjskega učenja v 14 slovenskih mestih, kljub koronskim razmeram. In smo pripravili prilagojeno odprtje tedna vseživljenjskega učenja v petek. Virtualno smo prireditev izpeljali in povezali Slovenijo v učečo se deželo. In Murska Sobota je del te velike zgodbe. Katere nacionalni koordinator je Andragoški center z jasnim ciljem? Da je potrebno čim več ljudi oziroma vse spektre družbe prepričati in motivirati za to, da se vključujejo v vseživljenjsko učenje, ki je nekoč pred davnimi časi bilo abstrakten pojem, danes je pa postala zelo konkretna zadeva, za katero strokovnjaki s področja andragogike danes pravijo, da je osrednje orodje, s katerim si bomo v prihodnje zagotavljali preživetje. To pomeni, da se bodo morali vse generacije skozi celo življenje izobraževati, ker družba s svojim znanjem postaja tako kompleksna, tako hitro se digitalizira, da tisti, ki ne bodo napredovali, bodo imeli nekako težave iti skozi čas in uspešno prosperirati. Tudi tisti, ki se jim je življenje za hip ustavilo, ki vedo, kako hitro se zgodi, da življenje spremljaš iz invalidskega vozička in kako je za to pomembna aktivnost. Brez društva, kot samega društva, brez teh socialnih programov bi verjetno več ali manj velika večina ostala zaprta med štirimi zidovi, kar pa mislim, da ni dobro za družbo, niti za svojce. In zaradi tega tudi v mestni občini Murska Sobota na različnih področjih spodbujamo tako študente z štipendijami, tako tudi našo Pomursko akademijo znanosti in pa vse oblike izobraževanja, ki spada v sklop vseživljenjskega učenja. V medgeneracijskem središču Mensana so Mateja Hauser, Lovro Vehovar in Goran Milošević pokazali, kako živeti in delovati trajnostno, do narave in skupnosti, da bomo lahko dostojno, enakopravno in v zdravem okolju izkoriščali, kar imamo, vsi mi. Izpostavila bi, da so osebe z okvaro vida gibalno in komunikacijsko odvisne od drugih. Zato vse te vsebine, da jim nekako pripomoremo za lažje življenje, vključujemo v naše programe. Ti programi so usmerjeni predvsem v učenje in pridobivanje novih veščin. To je veščin orientacije in mobilnosti. Učijo se ob različnih tečajih, ročnih delih, samourejanju z enim samim geslom. Edina tema, ki obstaja, je neznanje. Zato je pomembno izobraževanje. To je nekaj čisto običajnega, kar moramo početi celo življenje. Usposabljamo se z vsem, kar počnemo vsak dan, pa mogoče tega sploh tako ne razumemo. V Sončku dajemo velik poudarek na usposabljanje in eno tako področje je usposabljanje družine, ko se znajde v novi situaciji, ko dobijo recimo otroka z motnjami v razvoju. Pri čemer jim pomagajo strokovni delavci, tudi in predvsem za usposabljanje oseb z invalidnostmi, za samostojno življenje, da bi čim bolje poskrbeli sami zase. Za socialno vključenost najbolj ranljivih skrbi tudi Mozaik. Društvo Mozaik izvaja različne socialno-varstvene programe. Danes na Koreniki deluje in se v različne aktivnosti vključuje že več kot 50 ljudi. Ki so se naučili marsikaj, si tudi izboljšali samopodobo s ciljem ohranjanja in širjenja socialne mreže, zadovoljevanja svojih potreb, kar prepreči tudi kakšen zdrs v izključenost. Tako da nekako skozi programe ponujamo in stremimo tudi k vseživljenjskemu učenju. Društva, ki izobražujejo ljudi iz ranljivih skupin s posebnimi potrebami, so se predstavila na Ljudski univerzi, ki je vodja in izvajalec projekta. Po oknih naše Ljudske univerze si lahko gledate razstavo fotografskega in likovnega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje. V učilnici pa predstavljamo učeče se nagrajence ACS iz preteklih let. Včasih razmišljam v to smer,
da brez univerze bi tudi težko govorili o vseživljenjskem učenju. Mi smo tisti, ki izobražujemo upokojence nekako od začetka, ko se upokojijo, pa vse, dokler jim zdravje služi. Ki v izobraževalnih programih počnejo vse mogoče. Društvo se, oziroma univerza bom rekla, se posebej trudi, da bi izobrazili vse naše člane, predvsem na računalniškem področju. Predvsem bomo pa sedaj podali posebno pozornost na to, da se bodo naučili izobraževati tudi nadaljavo. In ob tem družabne igre, tečaji, spoznavanje umetnikov, etnologije, zgodovine, prehrane, zdravja, pa delavnice in številni krožki, tudi likovni. Gospe in gospodje so vsi starejši, nad 75 let, mi je v veliko veselje z njimi delati. Utri, tretja univerza je postavila tudi malo razstavico teh udeležencev. Svoje je nadaljavo o učenju in dolgoživeči družbi dodala vodilna andragoginja Ana Kranjc. Ob jezeru pa so združili trajnost in novodobno digitalizirano učenje. Izdelovali ograjo iz vrbovega šibja, shranjevali zelišča, izmenjavali sadike trajnic in poslušali, da so taka znanja včasih dobili v šoli. Napraviti kaj iz lesa, iz žice, popraviti stol. Tisto, kar pa ti vidiš, da nekdo dela, z tega se več naučiš kot kakršnekoli teorije. Čeprav danes brez najsodobnejše tehnologije pač ne gre. Celotna predstavitev je interaktivna, torej nas že nagovarja k temu, da se ob raziskovanju tudi nekaj novega naučimo, nekaj novega spoznamo, da starejše obiskovalce spodbudimo, da se naučijo nekaj novega o teh sodobnih tehnologijah. Po drugi strani pa so te tehnologije nekaj vsak dan pri mlajših generacijah in jim potem te tehnologije omogočajo, da skozi njih spoznavajo naše tradicije, našo dediščino in se tako učijo nekih obrti, nekih znanj, nekih veščin, ki so jih obvladali naši predniki. In tako se je tudi z jogo letošnja parada učenja končala.